Minulo noč je zagorela nenaseljena hiša v Zalogu pri Šempetru v občini Žalec. Ogenj pa je zajel tudi okoli 200 kvadratnih metrov okoliške travnate površine in okoli 1 hektar podrasti v gozdu. Po podatkih policije je nastalo za okoli 100 tisoč evrov materialne škode. Zdravniško pomoč so potrebovali 4 gasilci, ki so se nadihali dima. Vzrok požara še ni znan. Strehe Plečnikovega stadiona na Dunajski cesti v Ljubljani je nekaj minut čez polnoč močan veter utrgal velik kos pločevine in odkril okrog 250 kvadratnih metrov strehe. Nekaj pločevine so gasilci namestili nazaj na streho, drugo pa so morali zaradi varnosti ljudi odstraniti. Zdravnik zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki je junija zbolel za legionelo, se je najverjetneje okužil v splošni bolnišnici v Izoli. A na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana ob tem dodajajo, da tega ne morejo potrditi s 100% gotovostjo. Zavod je analizo vzorcev vode, kot je znano, opravil v vseh objektih, kjer se je zdravnik zadrževal, tako na Onkološkem inštitutu, v izolski bolnišnici in v hotelu v Portorožu. Poročilo o preiskavi so poslali tudi na Ministrstvo za zdravje. Na Finskem se je danes začelo sojenje 6 nekdanjim vodilnim možem finskega orožarskega podjetja Patria, ki so obtoženi podkupovanja pri prodaji 8-kolesnikov v Sloveniji. Ob začetku današnje obravnave je glavni tožilec za večino obtoženih zahteval 2 leti in pol zaporne kazni. V enem primeru pa je obtožba že zastarala. Finsko sodišče bo v procesu zaslišalo tudi vse obtožene in obsojene v tej zadevi pri nas. Slovenske turistične agencije se kljub opozorilu zunanjega ministrstva, ki je zaradi nasilja v Egiptu odsvetovalo nenujne poti v Egipt, še vedno pripravljajo, da v soboto odpeljejo slovenske turiste v to državo. So pa svoje potnike obvestili na opozorilo ministrstva in se bodo predvidoma do sobote odločili, ali bodo vseeno odpotovali ali pa bi želeli vračilo denarja. Proti Egiptu naj bi sicer v soboto poletelo letalo s približno 180 slovenskimi potniki. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so predstavili novo brezplačno mobilno aplikacijo, s katero si potrošniki lahko pomagajo pri uveljavljanju svojih pravic, kot na primer kaj storiti ob vračilu izdelka z napako ali ob nakupu izdelka, ki ga ne želite več. Aplikacija je prilagojena tudi za slepe in slabovidne, Zvezo potrošnikov pa je stala 15 tisoč evrov. Študenti, ki so do sedaj bivali v študentskem domu ali pri zasebniku s subvencijo, imajo še danes čas za oddajo vloge za podaljšanje bivanja za prihodnje študijsko leto. Prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja morajo oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu. Cenzus za dodelitev subvencije znaša 2288,21 evra bruto mesečno na družinskega člana v letu 2012. Subvencije za bivanje pri zasebnikih po podatkih ministrstva znašajo 40 evrov. Tudi letos je za subvencioniranje bivanja študentov na voljo 3,2 milijona evrov. Nogometaše Maribora od elitnega evropskega klubskega tekmovanja loči Viktorija iz Plzna. Slovenski in češki prvak bosta prvo srečanje zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov odigrala nocoj v Plznu. Vijoličasti imajo pred srečanjem nekaj manjših kadrovskih težav. Zaradi kartonov ne bo igral Željko Filipović, pod vprašajem pa je tudi nastop Brazilca Argusa in Dejana Mezge, ki še nista okrevala po poškodbi. Aleksandar Rajčević naj bi bil za tekmo pripravljen. Mariborčani se zavedajo, da jih nocoj čaka zelo pomembna tekma. Jutri čez dan bo večinoma sončno, veter bo slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo čez dan nekaj več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Danes v dnevniku televizije Maribor. V občini Kidričevo bodo obnavljali z evropskim denarjem. Mladi vidijo priložnost za delo tudi na kmetiji. Mariborčani po pozitiven rezultat pred povratno tekmo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.